The more you approve of your own decisions in life, the less you feel the need to have them approved by others. Evo, nov kolesarski človek, danes je z mano spet Petra. Mi da že debatiramo o vročini, pa kako ona trenira za naslednje let. Kar moram poudariti, so akcije pri nas, se pravi čelade, očala, pa predvsem kle ženske kolesarske hlače, zdaj so res znižane kar orang, tako da vse punce, ženske, dame, ki še nimate, oziroma ki iščete dobre kolesarske hlače, se oglasite, lahko sprobate. Pol pa nič, če so vam všeč vsebine, ki jih pač delava, če najdete kaj pametnega, stisnite like. Pa greva midva kar, ta teden sva dobila, v bistvu je še en gospod, mi je dal zelo dobro idejo, pa bo šla na konc čez to tudi. Se pravi, da vam pomagava zbrati, če se kdo odloča med kakšnim kolesom, opremo, kaj bi midva oziroma kaj bi se odločila glede na podlagi tega, kar nama pošljete. Se pravi, ne bova dala midva kle primerjav, ja, še nekaj čist tretjega, ampak samo to, kar boste pošiljali, samo med tem dvem se bo odločila za tisto, midva mislila, da je pač najboljši od teh dveh. Tako da nimava glih časa, da bi raziskvala še za vsak razred, pač kaj bi se odločila, tako da bo povedala, ja, naj mnenje. Gospod je poslal 2 kolesi v cenovnem razredu tam 2500 do 3 jurje, tako da te pol na koncu videli. Moj je zelo simple take, Petra pa tudi, če ok imela za prpoment, bo tudi povedala. Tako da... Zate že vse vem, ko boš povedal. Ja, mogoče. Ja. Kaj, ta vikend v Sloveniji je bil Argonautski maraton, ki sem jaz malo prebral, pa se mi zdi, da večino ljudi je bilo kar zadovoljnih, tako da lahko še vi komentirate, ko ste šli, če vam je bilo fajn, organizacija itd. V Vrhunki to vem, da je. No, Vrhunki, ja, mislim, tudi drugače lep maraton. Ampak, ti že šla kdaj? Ja, enkrat že zelo leta nazaj, ampak ponovadi, ne vem, meni zdaj tak zadnji čas, zdaj mi ne znesejo mi te maratoni nekako, pa vam vedno tega nekaj v planu, sem zdaj ta vikend itak nekako ni, tako da se pravi, vedno je nekako nekaj tako pride, ali je nekaj naprej dan, pol je ta praznik, ponovadi ga malo poklop, ki je in glih se nikoli se mi ne izide pet. Je pa lep, pa tak kar pester, razgiban, kle po Polhograjcih noter se voz. Okay. Tako da relativno težek, no, tako mislim težek. Tak, razgiban maraton. Lep razgiban maraton, pa vedno pohvalja organizacijo, nikoli ni neki prav slabih kritik, še nikoli nisem slišala, no, tako da ne, mogoče si lahko drug let pa zadava, pa greva na malo več maratonov, mogoče. Mogoče. Če bo imel kaj cajta, pa res. Ja, pa gremo malo drugače, saj ne mogoče vse, da se dirka pa tekmujem, ampak... Daj mi nekaj poje, jaz sem to zdaj, sem prav razmišljal, včeraj sem imel eno daljšo furo, pa sem pol zadnjo uro sem o tem razmišljal, ko sem bil na kolesu. A ti opaziš tako, ko se voziš po Sloveniji, da so na določenih koncih Slovenije za volanom dosti bolj živčni, kakor pa na drugih? Ja, to definitivno, ja. Vse to je tako nasplošno znano, že ne samo na kolesarji, da opazimo, to se tudi opaz na cesti, ko voziš z avtomobilom, ima nedoločene predele. So nekje sigurno bolj alergični do kolesarjev. Moram ti reči, da sem opazila, da so tudi na koncih, kjer so bili alergični na kolesarje, so se prilagodili, pa sprijaznili, da so tam in jih lepo sprejmejo. Recimo eden zelo takih koncov je, saj po mojih izkušnjah, Sostro, kjer so tudi včasih zelo trobili, pa zelo bili, pa še se najdejo nervozni ljudje, jasno, ampak je to velik predel in ogromen kolesarjev in moram reči, da je zelo so uvidevni, tudi kadar se vozimo, ker se veliko vozimo po tistih koncih, ali pa tudi sama se vozim in vedno avto slišim, zdaj mogoče smo tudi sami kolesarji naredili s temi lučkami, radarji in z vsem, ko se umikamo in probamo se, jaz se vedno potrudim, da ne oviram tudi avtov, ne, ampak ja, so pa eni predeli, kjer sigurno so bolj nervozni ljudje, pa se ne to samo v Sloveniji, verjetno povsod, čim priješ mogoče na en predel, kjer ni toliko kolesarjev, da niso navajeni in potem, ko ga vidijo in jim je to malo pač... Ja, jaz sem včeraj, ne, skoraj 6 ur sem bil na bajku. Ja, se sem bila, da se ti da to sam voziti, ma bože mili. Cel konc je bil v redu.
tako, nisem imel nobenih težav, vsi so se lepo, pač, a veš, se je prazna cesta bila. Včeraj res ni bilo prometa, klej, sem se jaz Vse tako so te vikendi, so tako na stranskih. Sam od Lest še malo naprej do Kranja, tam pa se ne vem, kaj je bilo. Kje si pa šel? Je po ta stari. Prav po glavni ta stari. Ja. So bili, pa prazna cesta. Ja, tista je še je relativno dosti prometna, ne, ker mi se ponavadi vse izogibamo te glavne ceste. Ja, ampak mi se kar, tudi če se peljamo ta gorenjska varianta, ponavadi bolj na Begunje gor, pa potem, da se pride čez Golnik, pa na konc. Se fora je, po eni strani razumem, je kolesarska tam na levi strani, ne so jo zdaj naredili, sam jaz, ki se tam nikoli ne vozim, jaz pa nisem vedel, da je pač vidiš jo, sam pa ne moš gor zapeljati, zaradi tega, ker je skozi Robnik. Trava pa vse vmesane. In pač je itak tako naumen narejen, da tudi če bi hotel iti jaz pol tja gor, ne morem iti, ampak ja, tam je bilo Ja, tako. pa smo še kolesarsko in so bili malo nervozni. V razmaku, ne vem, 15 kilometrov, če niso enih 5 zatrobali čiza brez veze, sem kar skozi tropti, ne vem, se mene ne mota, sam pač tako malo čuden mi je bilo. Ja. Mislim, so eni predeli, ja, kjer sigurno so ljudje malo bolj nestrpni, pa tudi te vikendi je dosti teh vikend šoferjev na cesti, ki so pol nervozni. Smo imeli tudi prejšnji vikend, ko smo delali s to aktivacijo za Franjo, smo imeli tudi takle tam lepo Ižanki, kjer je undel, a veš, ki je čist peskasta tik pred, in sem to res, ne vem, gospod Jankovič, dajte tole zrihtati. Mislim, ne vem, res bi bilo treba mogoče, ne vem, če se sploh zavedajo, kakšna je tam Ižanka, da je to dejansko cel makadam gor na kolesarski stezi in da se ne moreš po njej peljati nikakor, pa ne samo z našimi kolesi, še s kakšnim drugim, ne. In smo se zapeljali na cesto in pol je en gospod nam trobo in noro in potem se je ustavil, ne, na križišču, šipo dol in to starejši možak, starejšo gospod mamco je verjetno peljal na Rudniku v trgovino in nas je začel nadirati, ne, in pač smo mu lepo povedali in pa rekel, spucite si cesto sami, ne, in tako nasramen, ampak ne, pa dobro, da se upa sploh, no, jaz se ne bi glih upala, tam 3 desci na kolesu, pa zraven starata, ne vem, no, mislim, čiz lahkoto se ga vam potegne. Še benga ta pravga ni nadaril, po moje. Ja. Obetice je, da vidiš sred belega dneva, gre ven pa. Ja. Ampak okej. Ja. Z Lovšetom sem dopoldan govoril, on je imel MTB dirko mislim, da v Avstriji. V Schladmingu, ja. Ja, eno etapo je zmagal, 2 je bil drugi, zadnjo je bil tretji, ker je rekel, da ga jaz malo dajala, sem več bo povedal. Mislim, da prije naslednji teden. Kaj pa je bil pol generalno? Generalno je bil drugi. Aha, bravo. Ja. No, dobro. Tako da to je to. Pol pa najlepša novica po moje ta vikend, mladi Umrzel zmagal ja, to je noro. Giro za mlajše, ne? Giro do 21. 23. Do 23. Ja. Jaz sem poslušal zdaj te intervjuje, pa gledal sem zadnjo etapo, pa tako. In imate vse na YouTubu. Ja, škoda je, da se ne da, da ni teh prenosov, a so, mislim, da bi lahko gledala, ne? Na YouTubu mogoče, da je pol bil prenos v živo, samo moraš prvo vedeti, da je ta dirka, ne? Se pravi, moraš biti toliko, ne vem, pri nas se mi zdi, da je zelo težko zaslediti. Razen če jaz sem vedela, da je ta teden, ne, ker je bil Umrzel že od začetka dober in je lepo počas lezel proti tej roza majici, čeprav po unem 7. etapi v soboto sem pač nisem niti računala, da bo še možen, da bo dobil roza majico, tako da sem bila včeraj kar pol, super, ne. Zgleda, da je ta odbor pol popustil. Sicer je bila zelo mehna razlika, ne. 11 sekund je bilo med njima samo za zadnjo etapo, ampak vseeno se pravi, da je bil res dober in da se je res izkazal. Ja, napadel je nek fant, ki za Vizmovoz. Ja, Norvežan. In sta ga kar orang mogla žgati temu, ki je bil pa vodilem prej, se pa vidi, da mu je malo zmanjkalo moči in ga je pol ujel
še unka sta prej skupaj vozila, ga je pol ujel nazaj in ja, pač zgleda, je bilo glih to, ko sta se pa skozi lepo menjavala, ne, Omerzel pa ta odvizme, tako da sam na koncu je tok pretegnil, da Omerzel je pa tak bolj suh. No, kako sem jaz brala tudi od Omerzela izjavo, je v bistvu, vse sem gledala posnetek šprinta, se pa vidi, da sta v bistvu skupaj v cilj prišla. Ampak je tudi nekako rekel Omerzel, da v bistvu si je zaslužil zmago tale odvizme, ker ne bi mogel itak tam. Sej ni rabo tudi v končni fazi in glede na rekel, da glede na to, da mu je pomagal in da je ves čas bil pripravljen sodelovati, da mu je tako bil najbolj fair tudi izid, da je zmagal etapo, on je dobil roza majico in mislim, da so to tudi take mal fair play variante, da je kar fajn, da se tako malo športno. Čist hud, tako da ko mi čakam, kaj bo naprej naredil. Pa jaz sem si šel sem šel še malo pogledati, kdo vse so zmagali to dirko v preteklosti, ne? Pa kle sem si zapisal samo ene par imen, se pravi Ayuso, Pitcock, Vlasov, Sivakov, da so v preteklosti zmagali. Drugače za omente, da je Valjavce zmagal tudi to dirko. No, to je pa že ulala časa nazaj. No, ni to ulala, no. Jaz sem pogledal za 20 let nazaj. Seveda se on je star 40 plus po moje, ker tako da mogli biti več kot 20 let nazaj, ampak vem, da je on to dirko zmagal. Mislim, da je zdaj on Omerzel drugi slovenski to dirko dobil. Je pa res, da recimo Roglič pa Pogačar niti vozila nista, ne, tako da... Mislim, Roglič itak ni mogel. No, Roglič, se pravim, da niti ni, ne, tako da... zdaj jaz mislim, da pri temu Omerzelu je tako, kot vedno pri vsakih talentih najbolj pomemben, kdo ga bo dobil v roke in kako in kaj, ker ni, pač on je že pokazal, da je talent, zdaj pa sam še kaj se bo z njemu delal naprej. Če se bo v pravi smeri, je definitivno in glede na to, da se vidi, da zdrži take etape, ne, se je tudi Slovenijo, je vozil in dejansko se je zboljšval čez dirko, ne. Samo po vsaki etapi je verjetno zelo dober kandidat za kakšne večdnevne variante. Je imel pa lani zelo hudo poškodbo, ne, to veš. Je padel in se je v bistvu prenožilo, prerezal, tako da je bil kar v kritičnem stanju nekaj časa. Ampak je... Tako da Zdaj leti. Imamo pa še enega našega, včeraj je Žiga Hamun bil na stopničkah na kriteriju v Murski Soboti. Se je zelo dobro izkazal, prehitev je tudi fante, ki vem, da so drugače zelo dobri, no. Tako da bravo Žiga, no. Zelo dober, To? No, vidiš, pa imamo kleta prave na rundi, da nas zgonja. Očitno, mislim, da se tudi te naše runde so za ene verjetno za take elefante niti niso slaba stvar, ker malo morajo nažgati, še vedno jim pa ni to nekaj tako težka stvar, da bi zdaj kle se skurala, ne, še vedno je to samo tiste uro pa pol vožnje, neke intenzivne, mislim, da je to za njih lahko zelo dober trening, kar se tiče, ni ne, prenaporen, ni pa spet glih čist na easy, ne, tako da mislim, da je to kar fajn zadeva. Imaš še kaj od slovenske scene? Ne, v bistvu to je to, kar imam jaz. Tuja situacija je Tour de Suisse je bil zdaj. Ti si kakšno etapo si sploh pogledala? Vsi imamo skozi klele prežgana, veš, tako da mislim, skozi sem gledala, mali tak mi je Švica všeč, že sama narava je krasna, tako pokrajin, sem te gore, hrib, lepe, tako da je že to zagledati. Sicer naš Matej Mohorič, zato sem malo spremljala od začetka bolj intenzivno, pa potem niti ga sploh niti zasledila nisem tako na samih dirki, da bi kaj. Tako da škoda. Drugače pa tukaj je Almeida včeraj dal na kronometru gorski, so imeli 9% klanc povprečno, tako da mislim, da je bilo to kar... 27 minut pa pol pa je imel povprečne vat na kilo 6,8. To je kar lepa številka. Pa pomočnik si, ko greš na tur. Sej, pomočnik komu, ne? Prvo na svetu, tako da mislim, da tazga pomočnika rapa, ne? Pa če jaz, ki sem gledal, tudi videl se je tako, že vidno je bil hitrejši, ko je šel na klanc gor, kako je obračal pedala, pač res je pripravljen, je super. Tako da po moje, da bo imel tadej res spet ena pomočnika na turu. Kar je bilo meni všeč tudi klele na
na dirki je, da je Alaphilippe spet mal bil v spredju, kar zdaj kar nekaj let mogoče se je sam na hiter pokazal, pa je pa odpadel, ne. Tako da včeraj sicer kronometer je imel zelo slab, ampak drugače je pa skozi vozil sta prvimi, kar je meni pač Alaphilippe tak zelo fajn. Tako da ja, Alaphilippe, pol me je tudi v bistvu presenetil, me je včeraj ta Felix Gal je tudi odpeljal, ki je bil drugi. No, se on ni tak presenečenje za tako... Pa only ta mal, ki je No, ta mogoče bolj... mlajši. Ja. Tako da ja, je bila zgleda, čeprav so vsi Almeidi rekli, da ni šans, da bo tam, mislim, da še 3-4 etape nazaj, ne, da ne more toliko časa nadoknaditi. Ne vem pa, kaj se je dogajalo nekje, je bilo celo po prvi etapi, nekje sem sam zasledila, so neko napako ekipa naredila in ne vem kaj. Na prvi etapi izgubil skoraj 4 minute. Verjetno so koga spustili naprej, ne ta pravga. Tako da... Dobro, pač se pravi, meni sicer Alaphilippe je smešen, meni vedno še vsem, tako da mislim, da je tudi vsem Tudor je v bistvu domača ekipa, je tudi mogel malo dati od sebe pa pokazati se že zaradi sponzorstva in vsega. Ne vem, verjetno gre tudi na tur. Tam pa mislim, da ga ne bomo pol kaj dosti več videvali. Ne, mislim, z vodilnimi zihrne, ne. Ne, tudi tako nasplošno, mislim, da tudi on mora kar nekaj imeti za sabo, se on že zelo dolg časa, zdaj pa že veliko časa voz, ne. Tako da bi je pa Thomas Geraint, ne, na dirki v 4. etapi je padel in odstopil, tako da... Ja, sam ni bilo nič hujšega, je bilo sam preventivno. Ja, verjetno zdaj, če gre na tur, more... Nima nobene poškodbe. Sicer ne imam, mislim, šel na tur, verjetno, je valjda segam, kjer še ni bilo letos. On letos zadnjo sezono voz, ne, tako da... Še zadnjič, ja. Tako da, čak da vidim, če si še kaj zapisal, nič, Tour de Suisse, tudi kaj, da bi kakšne novih produktov kaj videl tam gor, tudi nisem zasledil. Tako da, ja, mislim, meni je bilo, všeč mi je bilo gledati, ko se vidi tako, ko so kolesarji, ko so približno isto močni, ne, mogoče Almeida je bil le močnejši od vseh, ampak še zmer so bili dosti podobni in je bila tako napeta, dirka je pa dober, ker je imel toliko handicapa od prve etape, ker drugače ja, če ne bi verjetno bil večja razlika. Ja. Tako da jaz tudi že komi čakam tale tur, se v bistvu če 14 dni se začne, ne, slabih 14 dni sam še. Ja. Tako da ja, sicer edino eno stvar lahko pa še povem, no, pri nas imamo ta vikend, prvi vikend. Aha, no evo, vidiš, berem ti misli. Ja, imamo ta prvi vikend Letapa, kjer bo promocija dirke. Ja, kar. Promocijo dirke in sicer imeli bomo lepo kot velo izlet, tako da vsi vabljeni, lahko se že malo na našem profilu pogledate, za 1 let nazaj, 2 let nazaj smo to že imeli in je fino, klele pridejo, malo postavijo štantke, masaža je, neki bo kakšni gelčki, čokoladice, take stvari. Gremo eno lepšo, enostavnejšo traso, jo bomo sigurno za kakšnega, če bo hotel kaj več narediti, malo začinili še z dodatnim kakšnim klančkom, drugače pa bojo tudi na Letapu pošerali GPX, no jaz sem jih poslala, tako da bodo točno znane trase, kaj se voz. Je pa še naslednji vikend, spet bomo imeli spet čez 14 dni, 5.7. še enkrat Letap, enako promocijo, bo pa menda se z nami vozil baje Jure Košir, tako da mislim, da bo tudi zanimivo za videti, kako se smučari, bivši smučari vozijo na kolesu, no. Tako da bo tudi ena takih zanimivih stvari. Tako da je pa vse na isti princip. Peljamo se, zdaj ta vikend bomo šli v Polhograjce na uno stran, naslednji vikend pa na Dolenjski konc, tako da bomo vsakeč. Tam, gledaj, ta klasičen naš nekam bomo šli malo Šentjurž, pa tisto, ne vem, kva sem že en GPX poslala, sem delala pol kar na hiter, ampak... Po kilometru? Zdaj te obe dve imata tam okoli 75, ti, ki so pošerani GPX-i, ker so pač narejeni za vsakega, da res lahko načeloma vsak pride pa z voz. Se pravi, bom pa jaz za nas, ker vem, da smo že vseni so malo bolj navoženi in tako bi kaj še en kilometer še zraven naredili, bomo še potegnili kakšen krog zraven, tako da bom večkrat daljša, tako da lahko kakšna 100 rata ven pol iz tega za tiste, ki bojo hoteli na daljšo varianto. Okay. Tako da to definitivno, no. Ker vem, mi smo se že kar malo. A bomo kaj prej štartali ali ob 10? A veš, da ure še ne vem točen. Okay. Bo pa vse objavljen pri našem in Letap strani bo vse, no. Okay. Tako da čakam, kaj bojo oni napisali. Bilo bi pa mogoče fajn štartati kar ob 9, ne ob 10, glede na to vroče. Ja, zaradi te vročine. Ja.
zdaj je kar. Jaz bova se še slišala z Endijem, pa bomo recimo, da bo ob 9. Dajte računa, da bo malo bolj prej. Ja, mislim, vse ta vročina. Ja, zdaj tudi runde so ta teden in torek in četrtek ob 5. Vroče je, ampak bomo se malo prilagodili pač temu, a ne. Tisti, ki jim ni problem, da fajn zašvicajo, bo še vedno lahko dirkali, pa šibali unim, ker nam pa mogoče pa še malo bolj na easy, bomo šli pa malo bolj na easy. Bomo pa grupo vozili. Tako da mislim, da tudi vsem lahko pridete tudi, če je vroče, no. Samo imejte dol za piti sabo in je to. Ja. Nič, to je, kar se tiče tega letapa. Kaj, greva zdaj kar na ocene, pa še tisti na svet pol na koncu. Ali imamo še kaj? Ne, po moje, da sva kar. To je to. Ja. Ja, čak se sem ti poslal, ne? Si. Jaz sem zdaj Slikce. za Kurblu še. A veš, da ne vem, a sva šla že čez kakšen od. Ta Merida se mi zdi, kukor, da sva jo že enkrat ocenjevala. Ne vem, je bila glih ta. Pa ne vem, če je bila ta, Ja, veš. saj tudi jaz ne vem. Kaj, greva najprej na Viljerja. Ja, čakaj, jaz pogledala, ko imam tvoje vse klele not, kar si mi poslal, da se ti kar da je Viljerja, jaz pa sem pogledala. Dobro. Se pravi, kar se tiče tega Viljerja, pač lep kolo, jaz bom zdaj že malo bolj strog ratu. Se pravi, če je sam lep kolo, ga bom še jaz iz mojega vidika pokomentiral, kaj mi ni všeč, kaj je. Drugač super, pač direkt sestavljen tako, kot bi ga načeloma tudi jaz sestavil. Pač tele podložke spet pod krmilom mi deluje tak malo zelo visok. Pol tisti adapter za števc oziroma nosil za števc bi ga jaz dal na fajfo gor. Potem so kabli, pač je spet od Viljerja, so spalani spodi, to me moti, jaz bi jih dal nekako noter. Kaj še kaj tazga, vse ostalo mi je pač čisto okej. Tako da logično, da bi kolo lep zgledal, bi kle rabo dati neke druge obroče gor, da so malo višji, pa bi vsaj meni pač lepši, ampak drugače mi je pa ful všeč, ker tale Mickey napis je zelo podoben temu Viljerju in na daleč se sploh ne vidi, da je pač ja, razen fonta drugega. Ampak ja, to sem pa že res orang trd, tako da mislim, meni je drugače kolo všeč, tudi okvir mi je lep, nimam, da bi kaj imel tako orang slabega, razen to pri krmilu, pač me par stvari zmot, to je pa to. Ti si ga pogledala? Ja, mislim zdaj, Imaš kaj za dodati? ti si toliko veliko povedal, ampak ja, kle mogoče, mislim, meni je pa ta kolo toliko enoličen vse skupaj, da jaz bi šla kle na te varianto, da bi sigurno malo s trakom pa iz sedežem popestrila cel kolo. Mogoče niti sedež ne toliko, ampak trak bi bilo že veliko, če bi bila kakšna mogoče črna, da se dol kakšno srebrno. Te variante so zdaj zelo popularne, zelo in da se v bistvu, da je trak ena, ne, ampak se v bistvu preliva potem ročaj v majčkeno drugačno barvo in vse skupaj malo popestri. Tako da, pa definitivno višji obroči. Mislim, tako nasplošno, če kupujete nov kolo, pa če imate možnost izbrati vsaj malo obroče, vsaj 4 višine obroči, sigurno polepšajo kolo, vožnja je tudi sigurno boljša, nič vam ne bo slabši zaradi tega, ne vem, kakšni začnejo veter piha, pa vam kolo premetava, to se začnejo od 4 naprej, šele lahko, da se to čuti. Tako da mislim, da na vsaki specialki veliko lepši izgleda vsak kolo, če ima malo višji obroč, kakor pa glih čisto. Pa ja, saj sem tukaj po moje. Če je možen, da si ga lahko nekako izberete varianto, je definitivno meni bolj všeč. Tukaj se mi zdi, da je bolj cenovno razlika, Ja, da pač on pride le dražji, pa tudi niso vsi visoki obroči dobri. Tako da kle pač ja, če se ne more kupiti čist preverjene robe, pol jaz rajš vidim, da se te serijske pusti gor in pol enkrat, ko imaš denar, je pa se strinjam s tabo, da pač lep zgledajo. Je pa tudi na vetru, tako bom rekel, tako kot v Sloveniji veter piha, se zelo redko res opazi ta razlika, imaš ti nizke obroče ali ok, če greš tam 70 plus ja, ampak že to, kar je okrog 50 višine,
je zelo mala razlika, razen mogoče te, ki so v Ajdovščini, Vipavi doma, te mogoče No, se to čutijo so hotel reči, drugje da tam po čutiš, Sloveniji. ja, nekje 6, no, jaz vem, da meni je 4 pa 6 se kar poznala razlika, no, tako. Kadar je fajn zapihal ali pa na kakšni magistrali dol obala, pa tako se kar lahko. Ampak pri nas drugače, ja, če bi se sam pri nas vozil, pa to res ni, ne. Ampak pa meni so pač sigurno bolj všeč kratki sedeži. Meni ti enostavno več te dolgi niso, nekako mi kar čuden kolo zgleda, ko vidiš ta velik sedež gor. Tako da drugače pa ja, ta lušen kolo, preprost. Se pravi, malo da se ga poživi, edino to. No. In ocena? Ceno bi jaz dala 7,5. Dobar, iz moje strani 7. Scott. Tega so tudi podobnega, če ne še celo, pač sva isto že imela. Ja, verjetno so podobni. Ja, spet razen teh podložk, ki so pod fajfo, pa to, da gleda ta kabel ven, pa spet ima ta nastavek za števc, mislim, da ni, da je ob strani, da ne gre direkt iz fajfe ven. Pač to je nekaj, kar mene, če bi imel pač kolo, bi glede na to, da je to praktično za isti denar, ja, bi to probal nekako spremeniti, res pa je, da moraš pač pol zamenjati oziroma se s trgovino že zmeniti, da ti da ta krmil, da je to not. Tako da to bi pač jaz spremenil, drugače spet vse ostalo je zelo lep bike, da greš sedež z plašči v red, da ga malo popestri, je meni pač všeč. Wow, Anže je pohvalil sedež, ki ni črn. Ja ne, pri temu kolesu, Ja, ki je mu ful bolj paše, ja. simpel, pač to Ja. paše. Zdaj, če bi bil nek divji pobarvan bike, mu to ne bi pasal. Mene zmotijo pedala, ki so za MTB, ne pa za cesto. Pa pol pri temu bi res tudi ful lepo pasal. Zraven prejšnji imel po mojem malo umazano verigo, kle bi jaz, ki bi menjal verigo, bi dal gor črno. To je pa to. Ja, saj smo zelo podoben komentar. Pač itak višji obroči, pa saj meni pa Petri bojo na vsakmu kolesu lep zgledali, kukor pa Ja, nizki. to sigurno. Čeprav kle na temu pa glih zaradi teh, ker so pač obroči pobarvani, a ne barvni, plašči barvni, je pač mogoče malo vse skupaj drugače zgleda, tako da meni je ta kolo ful všeč, tako za pogledat. Ful, drugače pa je, tako kot si rekel, ali črno ketno, čeprav kle bi lahko tudi zlata bila, ne, ker je ta napis tako rahlo malo zlatkast, ali sam Ne, je, zlata ali bi je ven srebrn, sekala. saj ne vem. Ja. No, črna bi sigurno pač itak ta po moje klasična ketna, take barve in nikamor. Vsak kolo ima lepša ali črna ali pa kakšna mogoče druge barve, ki s temi glitki pa lahko narediš drugačne. Drugače pa je meni všeč, ta kolo mi je lep. In? Nekaj 8,5. Dobar, jaz rečem 7,5. Pa imamo to Merido. Ne vem, ful imam občutek, da se ta kolo že, tako da če sva ga... Jaz sem šla gledat nazaj, pa ga ne vidim, ampak Okay. Pa ga imam pa je že toliko cajta v glavi, ga kakšen od kolegov zgleda voz. Načeloma na temu kolesu me moti več stvari, čeprav je bolj high-end bike od unih dveh. Prvo, napisi niso isti napisi, kakor so na okvirju. Pač mene to toliko zmoti, da ne morem. Tista varija zadnji me zmoti, bidoni čist v XY barvi, se razumem, da morajo sekati ven, da se vidi, da so pač neki elit bidoni, ampak ja, to me zmoti, pa na drugi strani, na drugo stran je postavljen, tako da itak ne vidiš. Pač kle, kaj ima gor. Dura Ace opremo. Ampak ja, drugače pa pač zelo lep bike, tudi sem ga vozil, pa se zelo v redu pele. Ne, imaš ti še kaj za dodati? ja, mislim, meni načeloma v večini itak kolesa od ekip mi niso glih neki ne vem kaj za pogledat, da bi glih rekla, da so to najlepša kolesa, pa da imajo neke najlepše barvne opcije, sicer ja, kakšni imajo ali pa kaj jih naredijo za kakšnega posameznika.
Glede, te obroči, mislim, to pred 20 leti bi bilo full in, zdaj pač to ni in, da so celi popisani, cela gora enih napisov gor. Kle meni, te bidoni so mem, ne vem, zakaj bi mogli bidoni sekati, bidoni nikoli ne sekajo, bidoni, če že se jih malo usklajuje s kolesom. Črn bidon, bel bidon, to nimaš nikoli kaj falit, če imaš kolo rdeč ali pa kaj neki, ja, malo z dodatki. Kle bi lahko bili tudi, če bi bili rdeči, bi bilo že boljše, ne, s kakšnim črnim pokrovčkom, ampak tole so res čist mem. Bilo boljše, da jih ne bi bilo na sliki, pa bi bil ful lepši kolo mogoče. Ja, ful je enih napisov, no, na celem kolesu in na sedežni opori in tako, če ga zdaj lahko je dober kolo, nimam kaj, se verjamem, da je dober kolo, nimam kaj reči, ampak tako za pogledati mi pa meni delač od tega, da bi mi bil to lep kolo. Ja. Kar se tiče vizualno. Ja. Je pa, so bila pa taka kolesa, ja, 15-20 let nazaj, v bistvu kičasta, ker se je čim več bilo gor vsega pol, vse v barvah. Ja, in ocena? Je tako, da 7,5. Ok, z moje strani 7. Ko sem šel nazaj pogledati unga Viljerja, pa mi je v bistvu bolj všeč. Sam pač tam imam visoke obroče, pa mi zaradi tega pa tak malo bolj rejs položaj, pa mi zaradi tega malo Ja, bolj všeč. Ampak če gledam pa barvno, ga pa ne bi imel, pa da se ne vem kva No, naredi. sej tako nekako, ja. Po mava gospoda, ki je poslal Fondriesta, pa je slika spodaj pač Odrezana. Ja, odrezana. Kle je pri temu kolesu, a ne? In v mene kar ene par stvari me tako zmot, da če bi videl ga tako v trgovini, ga ne bi mogel kupiti. Se pravi, ta prva stvar, ki je, ročke se to zgleda po moje, da se lahko drugače nastavi, ampak da je balanca, pa da so ročke pač tako nižji, ne vem, je taka balanca, kako je to narejen, sam meni je to pač mal čudeno, so ročke ful nizko, to mi že ni pač zaradi samega položaja na kolesu. Pol spet, da so kabli zunaj, mene to toliko zmot leta 2025, da pri karbonskih kolesih jaz tega pač ne morem prebavljati. Pol nekaj, kar me pa najbolj zmot, so pa tele podložke, ki se vidi luft, da gre do okvirja. Ja, to, Ni jaz lepo mislim, da to, narejen. ne vem, to ni originalno, verjetno tako deluje, kot da niso to originalni podložki. Pač balanca, ki bi pasala na ta kolono, ne vem, ponovadi se to tako potem vidi. Ja, Kadar nekaj kombiniraš iz nečem, ka nekaj ne gre. Glih skup. mene to ful zmot. Drugač mi je ful všeč, da so obroči čist temni, da res pašejo dobro na tudi napis Fondriest, ki je na temu kolesu gor, pač to mi je ful všeč. Spet torbica spodaj, je nekaj, kar mene zmot. Tako da je, overall, ja, jaz to ne bi mogel preživeti, da ima tako podložke pri okvirju, ker je poln koles, ki imajo lepo narejen in pač pri temu bi me zmotili. Ja, meni tudi tukaj pri tem kolesu najbolj ni všeč ta spreden del, se pravi vse, kar je okoli krmilnega dela, se pravi balanca, sploh je v bistvu sicer ne vidim dobro, tako mi je se pravi nekaj, ne vem, nekaj ne štima, tako kot si rekel, kle ročke, balanca, to nekaj, Ja. tudi ne znam si predstavljati, kako se lahko to držiš, glede na to, da je to čist pod skoraj že, ne vem, na krivini ročka, pa da ti tole namrtvič rok, pa vsega skup mi ni čist jasen, upam, da tiska to voz, da mu je vse v redu, no, da se dobro počuti na kolesu. Ja, ka fora je, veš, da kle dropa od sedeža do krmila je po moje glih 3-4 centimetre, pa je pa ful stegnen na kolesu. Se pravi, Ja, meni tole ne vem, pač mogoče to nekomu paše, mogoče ima blazno dolge roke, trup, jaz ne vem, pač tole nekako ne gre in ta sprednji del je res s tistimi podložki čuden. Tudi ne vem, ne poznam toliko teh Fondriest koles, ne poznam, a je to novejši ali starejši model. Če je novejši, pa da ima ven kable, še vedno je to, ja. Ampak to je nekaj s to balanco, no, jaz ti povem, ta balanca ne sodi na ta kolo. Za mene. Ja, možno. To je nekaj nekdo kombiniral. Meni tudi.
Je pa ja, ta torbica pod sedežem, sicer boste rekli, kaj pa naj naredim pola, ne. Ampak danes v današnjih časih, ko imamo te tenke zračnice, pa tudi že poceni se dobijo, ni treba, da so to take enormne cene, ne, tudi ti jih prodajaš kar za normalno ceno, se da to lepo lahko v eno majhno torbico, žepek, ena bombica in je to vse skupaj zelo miniaturno in se ima lahko to v žepu. Tako da meni tudi te torbice ne pašejo, sploh danes na res ta lepa kolesa, ja, ne. Cena? Ampak ja, 7, Okay, ta jaz dam sprednji 4. del je čisto smem. Kva? Je pač, ne more biti kar vsak se že dune, ki se na začetku ceneval, pa daš 7, ko 7 je že kolo, ki bi ga kupil. Ma ja, Jaz se v nobenega bistvu od teh imaš, to koles ne imaš bi tudi kupil. prav, ne, ampak dobro, res sem zdaj, kar sem rekla. Ajde, Scotta bi mogoče, ker Scott mi je tako, ko vem, da se v redu pele, pa mi je ok, ampak tudi Merido, ki sem vozil še zmer, pa ne bi dal toliko denarja za Merido, ampak ok. Nič, zdaj imava Elves. Ja, tako je zelo lepo drugače zrihtane. Ja. Ker To mi sem- ocenjujeva vizualno kolesa. Ja. Edin tale sedež je zelo nizko, zelo dol obrnen, ampak pač Ja. nekomu mogoče to paše. Drugače pa zelo lep, sploh v bistvu, ja, ne sej, pač edin še črna ketna gor, pa zmagaš na polno. Ja. Tako, lepo, lično urejen, vse na svojem mestu. Tako da meni je ful všeč, no. Se pravim, sam še črna ketna gor, ko se ketna mena in je to. Ja. Jaz v bistvu tudi to, pač ok, mogoče tle so 3 podložke spodaj, bi to lahko samo 2, ampak overall pa ja, nimam sploh nobenih pripomb. Glede na to, da si se najbrž sam odločil za to barvo, ti je najbrž ta barva všeč. Se pravi, kar se tiče okvirja, mi je pa daleč najboljš, da je vse drugo čiščerno, ker na tok živ okvir ne moreš dodajati še nekih drugih barv, ker bi pač tisto bolj ven sekal. To je krasen. Tako da, ja, kar se sestave tiče, tako kdorkoli si ga je sestavljal, si ga zelo lepo skup dal. Tako da, ja, jaz nimam pripomb. Razen pač teh dodatkov, ki bi ti podražili kolo za Jurija, ja, ne morem nič drugega, ki bi bilo pol za moje pojme, bi dal pač višjo ceno. Ampak ja, koliko bi mu dala zdaj? Dala 9. Meni je ful všeč. Meni je pa všeč tudi ta barva in mislim, ne bi si zares barva, ker itak sem ta bela moja, ampak meni je všeč. Ja, jaz Ful bi mi je dal všeč. isto 9. Tako da, kdorkoli si, vsaka čast, lep bajk. Ja, A je to pol? to je to. Kar se tiče koles. Ok, kar se tiče koles je. Zdaj pa mava še za zbirati med 2 kolesi. Eden je od Rose, ta drugi je od Cuba. Jaz povezav sicer nimam kle, ampak mogoče bi najprej tvoj komentar slišal, zato ker moj je ful kratek in bi se zelo simpel odločil med obema. Ja, ti bi se odločil na težo. Ja. Ja, sej. Zelo sem pa rekel, da vem. Jaz tako, ja, če bi se odločala med tema 2, ne, ki sta tukajle kolesoma, ja, med tema 2, bi se tudi dvemi odločila kolesi. za Rose, tegale Rousa. Pač meni tudi lep zgleda. Malo tak bolj moški. Lepši izgleda, plus je pol kile res lažji kolo, a ne po temu, kar so specifikacije, zdaj mi da lahko samo po temu poveva, kar vidva, in pol kile je kar velika, ne, že noben od njih 2 ni prav lahek, tako da sta oba dva kar težka, ampak jasno, to je price performance, ne moreš drugače pričakovati. Specifikacije imata zelo podobne, tudi če pogledaš kakorkoli, oba dva imata možnost širših obročev, se pravi, širših gum, oba dva imata Shimano 105D2, kar so v bistvu, se pravi, zelo podoben. Zdaj, glede na rang in vse skupaj sta najverjetneje tudi zelo podobna kolesa glede vožnje in udobja in vsega, tako da mislim, da kle neki noros prav tuhtati med tema 2 je pač ja, ta Rose meni osebno. Ja. Jaz bi se isto za Rose odločil, pa ko sem bolj gledal, mi tudi vizualno mi je pač bolj všeč, zdaj barvo se boš odločil sam.
Ampak predvsem, ker je pol kile lažji, zdaj razlike v ceni mislim, da je 300 evrov, pride od Rovza dražji, ampak mi bi pač to odtehtal. Mi je pa še tako, da polka dodaš gor pedala, še vse košarce za bidon, nastavek za števc, to pride pol, po moje ene 300 gramov zihar še dodatne teže, se pravi 8 kg pa pol. Pa bajk je... Ja, on je pa pol že na 9 4 kub, Ja. da sta pa oba dva, ja, kar težka. Je pa res, da znotraj te cene tudi jaz ne bi vedela kaj dosti drugega, tako da sta mogoče res to, če se gospod odloča med tema dvema, sem jaz definitivno za Rovza. Ja, jaz bi isto kle. Predvidevam, da išče nek kolo, da mu bo udoben in mislim, da ta dva sta oba dva spadata v ta razred, noben ni race kolo, ampak se pač gleda bolj na udobju, da je spreden konc malo višji, tako da je tudi položaj malo bolj Ja. udoben in pač ja, jaz tukaj, glede na to, kar si poslal, hands down za moje pojme zmaga Rovz in bi si Rovza vzel. Je pa samo tako, da vprašanje, ga boš naročil v tujini ali boš v Sloveniji, kje dobil, ker Rovz po moji tako lahko sam iz Nemčije. Ne? No, kakor res vem, so to samo kolesa, ki se jih Ja. naročajo. Sem mene Tako par da jih poznam, moraš imajo pol kolo. še tako da- sestavo računati, ne? Zdaj, ne vem, a lahko zdaj že out of the box, sam, ka vem, da telih, kva so, Canyon. Canyonih, si ga lahko sam sestavaš. Tako da, overall, jaz mislim, da bi pač, jaz bi se med tema dvema bi se za Rovza odločil, no. Mi je bolj všeč, Meni tako tudi. vizualno. Meni tudi. Pa kle imamo enega fanta, ki ima sicer tega Cuba, pa lepo zgleda, ampak Ja, samo on zdaj nima tega Cuba. zelo podoben ga ima. A misliš Uroš? Kjer Uroš? Arne je. A ja, ti, unga, aha. Ja. Drugače ima Uroš ima enega hudega Cuba varianta, ten top Cube varianta in je full hud. Kjer Uroš? Tako se full hiter pele. Ja, Cuba sicer je zelo neopazen ta napis, sploh ne veš, da je Cube, tudi full hud, zelo lepo zgleda kolo. Ok, ja. Ne vem. Jaz samo mislim, da je race variant. Ja. Ja. Zato pa nisem mislila, da govoriš tega pa ne vem, kaj je od tega Arneja. Pa, Ja, ne vem, ne, mislim, da je glih ta Atejn. da je glih nek tazga. Aha, ok. Tako da, ja, to je to. Ta teden pride ven še nov vlog, pa jutri pride še ena gospa sem, ker je mi povedala, kaj se dogaja zdaj neki za dobrodelne namene, tako da bo še en kolesarski človek prišel ven, pa še en vlog, ki se bo končno sestavil tale okvir, ki je klela v odzadju. Tako da v naslednjem tednu pa pol pride, poleg da bo spet Romela, pride pa še Lovše, ki bo pokomentirala, ki sem še jaz zapeljal s kolesom, pa mi da pokomentirala najino mnenje, kar se tiče tega ta novega bajka. Tako da, evo, vsi tisti, ki sprašujete, tole bo sestavljen po vsej verjetnosti ta teden, pol pa boste slišali najino mnenje. Jaz upam sam, da nam razočaran. No, najbrž navš. Mislim, lej, you never know. Ja, ne pričakuj preveč. Ja, jaz pričakujem ful zaradi tega, ker ga je Miloš še tako pohvalil. Tako da, ja, lej, bomo videli zdaj. Tako da, nič, to je to, ta vikend letap, pridite na Ziherlovo 10, spremljite Velobar Instagram, zato ker bo gor vse pač objavljen. A si se z letapom mogoče kaj zmenila, da v kakšno štartnino dal? To pa še nismo, ampak bomo naredili zdaj, če ne ta, pa na naslednji, ko bo še Jurek Košir zraven, pa bomo naredili neki en tak challenge varianto, tako podobno, neki varianto, tako smo takrat z Boletom, neki na, ne z Boletom, Rajkovičem? Ja, z Brajkovičem, tako da bi neki tazga naredili. Okay. Kdaj je letap sploh? Letap je septembra. 7. Ok, se pravi, še do kdaj se pa lahko prijaviš? Do konca avgusta. Aha. Se Tako da pravi, je še nimajo čas. oni na dan dogodka, pa nimajo prijav. Ne, pri njih je en teden pred dogodkom se zaključijo prijave. Tako da imajo pa več eventov, ne, tako da imajo en dan prej tudi družinsko kolesarjenje, ki je tudi zelo poln, vedno veliko ljudi pride, potem bo še en ta isto dan prej bo kolesarjenje v parih, to je nekaj novega letos.
Tako da se še malo odločam, ali bi šla pelat z Mercedom to v parih, ali bi šla jaz ta juriš na Vršič, tako da še nisem čisto, ampak bom videla, kako sem počutila malo vse skupaj. En dan prej juriš na Vršič. Ja. Tako da, ja. Pa še ta, mislim, da bo tudi še vedno ta challenge iz Mateja Mohoriča na Klanc kot nek Jelenov, ja, en kronometer varianta. No. Tako da skozi se nekaj dogaja, 2 dni v Kranju, tako da mislim, Kranj, to še ne ve, je dobil naziv mesto kolesarjenja iz strani tega Leasota, ki je v bistvu edino mesto trenutno, kakor sem jaz prebrala, ki je dobil ta naziv, pa še v njemu ni bilo štarta Tour de France. Tako da jaz sem skoraj prepričana, da bomo mi zelo v kratkem dobili tale štart v Sloveniji, tako da jaz upam, saj glede na tole, da je bila ta podelitev, a ne naziv mestu Kranj, to jaz predvidevam, da bo najverjetneje v Kranju se kaj dogajalo slej ka prej tudi. Ne vem, to so moje predvidevanja, nikjer nobenih informacij, ampak malo gibam. Sam to itak, zakaj? Za čez 3 leta? Se pravi, 2027, 2028, ne vem, kako že imamo. Za drug let je Barcelona, a ne? Ja, za naprej mislim, da še ni, za, ne vem, kako je že za 28 ali daj kandidira, je neki v Nemčiji, ki je neka obletnica nekega vzhodnega bloka, neka obletnica v glavnem, pa bi tudi imeli radi tam, tako da najverjetneje bojo. Tako da jaz mislim, mogoče za 2027 že kakšna varianta, ne, da so bolj tako odpirajo. Okay. Ja, noč. Hvala, ker ste poslušali. Kakršenkoli komentar imate, zapišite spodaj. Karkoli so pozabila, tudi zapišite spodaj. To je to, do naslednjič, živite na kolesu. Čau. Čau.